Prehranska varnost je poleg vojaške in energetske varnosti ključna vrednota sodobnega življenja. V Sloveniji za zdaj jemo varno in kakovostno hrano. Tako bi lahko strnili sporočilo pogovora o priložnostih dolenjskega, posavskega in belokranjskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu. Srečanje je sodilo v sklop 3. regijskega evropskega pogovora o krožnem gospodarstvu evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki prihaja iz vrst Evropske ljudske stranke. Sogovorniki na Centru biotehnike in turizma na Sevnem so z različnih področij osvetlili svoj pogled na izzive in priložnosti krožnega gospodarstva. To zagovarja težnjo, da je treba vire v proizvodnji in v ciklu uporabe zadržati čim dlje. Vemo namreč, da so viri omejeni, število prebivalstva narašča, potrošnja se povečuje, srednji razred raste in porabljamo več, kot nam zemlja lahko daje. Poslanstvo platforme je prepoznati dobre prakse tako doma kot v globalnem svetu in jih med sabo povezati, predvsem v regionalnem prostoru. Prednost Slovenije je, da še vedno jemo sorazmerno kakovostno hrano. Zato se premalo mogoče zavedamo pomena tega, kot se reče, 0 kilometrov od proizvajalca do krožnika in sezonskosti prehranjevanja. Tako da, če pogledamo, kaj nam pridelovalci v Sloveniji na področju kmetijstva, živinoreje, sadjarstva, tudi ribogojništva ponujajo, bi lahko svoje jedilnike zelo kakovostno sestavili, morda kdaj plačali celo kakšen evro več, pa bi ta ostal v našem sistemu, s tem bi posredno vplivali tudi na zdravje ljudi, kar zanemarjamo, ker hrana je ključna za to, kako se tudi počutimo, kako lahko delujemo in to je tisti potencial, ki ga imamo, pa ga mogoče premalo poznamo. Tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki ga ima Slovenija od marca 2015, je prepričan, da če kupujemo slovensko hrano, se prehranjujemo kakovostno. Kajti Slovenija je že po svojih naravnih danostih ena od držav, kjer neka nizkocenovna proizvodnja hrane praktično ni mogoča. In zato v Sloveniji, poleg tega, da imamo naravne danosti takšne, bomo rekli temu, smo tudi ravno prav tehnološko in mečken zaostali proti razviti Evropi, pa ne v negativnem smislu. V tem primeru govorimo o tem, da lahko to izkoriščamo na ta način, da promoviramo tradicionalne postopke živilsko-predelovalnega sektorja, tako v mesni industriji, v mlečni industriji, kjer še vedno delamo praviloma vse izdelke po nekih tradicionalnih postopkih. Če uporabljamo lokalno hrano, je dejstvo, da je hrana pripeljana iz našega okolja, da je ta hrana tudi boljše notranje kakovosti v smislu vitaminov. Vemo, da pri solati štejejo ure od tega, ko jo mi odrežemo in porabimo. Cilj varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano je, da bi bila ta čim bolj poštena in da bi posamezni deležniki v njej dobili tisto, kar jim pripada, tudi v finančnem pogledu. Da ne bi bilo nepoštenih praks, nedovoljenih ravnanj. Kajti vsaka nepoštena praksa, ki se velikokrat poudarjam, pričnejo pogosto pri trgovskih verigah, se na koncu odraža v nižjih plačah v živilsko-predelovalnem sektorju, v nižjih dohodkih kmetij in na koncu nedvomno v nižji kupni moči. Kar pomeni, da smo v nekem začaranem krogu, da zaradi nekih akcijskih zgodb v trgovskih centrih vedno bolj zmanjšujemo kupno moč našega prebivalstva, kar nas spet sili v vedno večje akcije in skratka se mi zdi, da na koncu pa vedno najbolj nastrada primarni pridelovalec, to je kmet. Kmetijstvo je panoga, ki vse skozi deluje po načelih krožnega gospodarstva. In znotraj Evropske unije je sedaj tudi nek čas, ko hkrati gledamo, kako se v finančni perspektivi 2014-2020 koristijo sredstva, hkrati pa že pogled tudi proti novi finančni perspektivi. In to področje kratkih trgovskih verig, razmeri v trgovskih verigah, koliko tudi narediti v kontekstu varovanja pridelkov proti klimatskim spremembam, proti spremembam na trgu, so eno od stvari, s katerimi se veliko ukvarjamo tudi pri pripravi nove kmetijske politike. Slovensko kmetijstvo ne bo nikoli temeljilo na množični proizvodnji, lahko pa stavi na kakovostno pridelavo. In pa možnost, da čim več teh pridelkov tudi v nekih kratkih verigah, delno v povezavi s kupci, delno tudi s turističnim sektorjem, prodamo čim bližje domu. Slovenija je zemljepisno zelo raznolika, zato ima tudi pestro in razpršeno kmetijsko proizvodnjo. Naša ključna omejitev so njivske površine.
Vemo, da je samo 180 tisoč hektarov njiv, kar je 880 kvadratov približno po osebi. Če bi želeli, na primer, vso pšenico, koruzo predelati doma, bi morali imeti tam nekje od 2500 do 3000 kvadratnih metrov, se pravi 3-4krat več. Zato je za manj pričakovati, da lahko v teh panogah, kjer je konec koncev tudi danes delovno mesto tam nekje na 200-300 hektarjih v klasičnem poljedelstvu, ustvarjamo številna delovna mesta. Ob tradicionalni govedoreji je treba poiskati še nišne priložnosti, pravi evropski poslanec. V okviru, dodelave mleka doma v sire in podobno, kar na manjših kmetijah omogoča tudi določene pridelke. Veliko je razmisleka tudi o prehodu na ekološko kmetijstvo, zopet na te verige. Zelenjadarstvo je ena od panog, ki ima predvsem v našem koncu, mislim, da veliko možnosti. Sam sem bil župan v občini Krško, kjer smo, s 300 hektari namakalnih površin ob reki Krki, namakalni sistem Kalce-Naklo, zelo jasno pokazali, kako lahko ogromno zelenjade na zelo majhnem prostoru predelaš. Tako da vinogradništvo v povezavi s turizmom, vinogradništvo in pa te nišni predelki v povezavi s turizmom. Tu mislim, da so te priložnosti. In svojo priložnost so pred 2 desetletjama našli tudi na kmetiji Kastelic v Mirnopeški občini, kjer so se z intenzivne živinoreje preusmerili v ekološko sadjarsko kmetijo. Žena je ekološko zaprisežena, zato je bil prej slej cilj, da se cela kmetija preusmeri v ekologijo. Danes nam ni žal, prišli smo, v bistvu smo dohodek na kmetiji celo podvojili glede na prejšnjo proizvodno in mislim, da je to lahko pot še za katerega drugega. Na kmetiji sta ta čas zaposlena z ženo, a odpirajo še eno delovno mesto. Kmetijo pa bodo po koncu sinovega študija predali njemu. Mlad ima bistveno več ambicij, bistveno širše gleda na stvari. Mi smo svoje dali v kmetijo, kar poznamo. Treba je novih delovnih sil, novih pogledov, še prostor. Jabolka trenutno predelujemo na 4 hektarjih in to nekje uspemo dokaj dobro prodati. Imamo svoje kupce, približno 80% stalnih kupcev, 20% pa naključnih kupcev. Podatki kažejo, da v tako imenovanih razvitih državah zavržemo več kot 220 milijonov ton hrane letno, kar je enako količini hrane, ki jo na letni ravni proizvedajo v podsaharski Afriki. V Krškem Kostaku je bioloških odpadkov približno 40% vseh. Žal je vmes tudi hrana. In skupaj se komunalna podjetja že kar vrsto let trudimo o osveščanju prebivalstva, da se naj kupuje toliko, kot porabijo, vendar vse prošnje še niso prišle do ušes in nekako še zmeraj ugotavljamo, da je kar veliki delež hrane, ki se ne porabi, se potem pojavlja tako v posodah za biološke odpadke in pa tudi v posodah za mešane komunalne odpadke. Največji delež bioloških odpadkov so zeleni odrez, ostanki z vrtov in ostanki hrane po kuhanju. Te odpadke pripeljajo na kompostarno in se po postopku biološke obdelave, se pravi z prisilnim kompostiranjem, po 8 do 10 tednih ti biološki odpadki spremenijo preko kompostiranja v koristen kompost, ki se ga analizira in potem preda povzročiteljem brezplačno za gnojenje vrtov. Se pravi, praviloma so naši komposti, ki jih pridelamo z neomejeno uporabo in se jih lahko uporabljajo tako za proizvodno hrane, kot tudi za gnojenje vrtov in pa uporabo pri lončnicah za gojenje rastlin in predvsem pa na gnojenje na vrtovih. Marsikje se srečujejo z izzivom sobivanja kmetijstva in narave s poudarkom na trajnostnem razvoju. Tudi v krajinskem parku Kolpa. Hvala Bogu, pri nas ni ravno velikih in intenzivnih kmetij, tako da z tega vidika ni večjih problemov. Kmetije so male, niti ne ekološke, pač pa tradicionalne in te ob enem uspešnem sodelovanju tudi niso v okolju nikakor neproblematične. Žal, mogoče pa nimamo kakšne industrije, ki bi ljudem olajšala življenje, je pa tudi mogoče nevarnost, da bi bilo potem to sobivanje nekoliko bolj komplicirano. Osnovno vodilo v krajinskem parku Kolpa je, da iz obstoječih virov vselej poskušajo nekaj narediti ali izdelati. Kakor iz ličkanja delamo cekarje, ki se jih tudi da dobro prodati, lahko delamo iz vrbovine ali leskovine tudi
kvalitetne produkte, ki se tudi dosti dobro prodajajo. Tako je bil naš izziv predvsem tudi volna. No in mi smo ljudem pokazali, da se pravzaprav iz nekega nevrednega proizvoda, stranskega proizvoda, da narediti kvalitetne proizvode, ki bistveno izboljšajo finančno situacijo in predstavljajo znaten delež prihodkov na kmetiji. Z volno se ne navsezadnje da, če jo so sami pridelamo, kar pa redki naredijo, tudi pridelati še eno jagnje po ovci. Izzivov je torej ogromno. V množici porajajočih se vprašanj pa bo treba najti tudi odgovor, kako nahraniti vse večje število ljudi. Prebivalstvo naj bi namreč do leta 2050 naraslo na 9,7 milijarde. Zato bo treba ljudi najprej naučiti, kaj in kako jesti.